Gospa Lidija Kegljević-Zagorc iz DRI je bila to, za njo prihaja gospod Tomaž Vilempart, ki bo govoril o različnih variantah poteka trase na odseku Maline-Metlika-Črnomelj, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Dobar dan tudi v mojem imenu. Bom še jaz dodal svoj kupček tretje razvojne osi. V lanskem letu namreč bil sprejet DPN do hrvaške meje, pri njemu prehodu Metlika in do priključka Črnomelju. Brez pretiranih težav na temo, ki jih poslušamo danes na severnem delu, bom rekel, da na južnem imamo to srečo, da imamo samo tu zemske probleme, kot so razni soglasodajalci, postavljanje investicij, pomanjkanje denarja, pa tako naprej, da pa ne kar pridno delamo na tretji osi. Torej, začelo se je že mnogo prej, formalno je bil leta 2009 razdeljene tri odseke, prvi pa drugi, v prvem je zdaj Lidija govorila, ne bi preveč o temu, bi samo to rekel, da leta 2015 je bil predan projekt na DARS, leta 2017 smo po zahodno obvoznico Novega mesta dobili nazaj na direkcijo. Ko se pač pri nas planira. Torej, tri odseki, se približno poznate, Novo mesto Malina na zahodno obvoznico, Malina je Metlika, do priključka Črnomelj, jug, kako bi rekel, na rogu, Vrlo, je drugi odsek in tretji odsek Črnomelj, jug, Vinica. Se pravi, prvi in drugi odsek imata DPN pod streho, za tretjega se pa še dogovarjamo, kdaj bo. Bom na koncu nekaj o temu. Kdo so bili udeleženci v postopku za drugi odsek? Zdaj govorim, se je podobno jasno izdavacije strokovnih podlag, kot je javnega naročnika že nekaj časa jasno, so zbrani v javnem razpisu. Moram reči, da tako na prvem odseku, kot na tem obliko smo imeli sorazmerno srečo in smo imeli opravka z dobrimi projektanti in izdelovalci, ki bo z veseljem delati. Namreč zakaj to govorim, ker ravno projektant drugega odseka je z eno optimizacijo okoli razcepa pogancija, kako kar kdo že imenuje, mislim, da projektov pa šparil kar nekaj 10 milijonov, ki žal ne bo študija verjetno ni bilo opaženo, če lahko rečem. To je pravi špaget, ki je bil nekoč narejen, ne vem, točno variant, je bilo okoli 30. Veličina, če lahko gledamo, so bila v območju prvega odseka, bolj gremo na jug, manj različnih variant je bilo, se so tudi prostorske danosti take. Kar se samega, kako rekel, realiziranega plana, če so tukaj globi podatki, tem se da sicer veliko govori, mogoče vse veste, decembra 2013 smo ustavili vse projekte na direkciji, recimo indeks porasti sredstva za investicije iz 2015 na 2016 je 450%, to je samo te države možno, ne iz 2 milijonov na 100 milijonov. Namreč to storitev investicij še danes vsi vidimo, vsak dan, ko se po cesti vozimo. Se pravi, južni del takole je zasnovan bil, se pravi, imamo nekako tri večja mesta, če tako rečem, Metlika, Senj, Črnomelj, vsaj imajo neke obvozne razovalne ceste, to so te modre in sam potek glavne trase z rdečo barvo in posem zgoraj, v bistvu predelava priključka Maline, ker prvotni priključ je bil pa zaradi te, jaz pravim, umetne razdelitve na tri odseke, narejen tako, da ste se mogli, če bi samo prvi odsek zgrajen, po cesti na jugor je dvigant nazaj na Gorjance, na višjo koto, kot je kota predora pod Gorjanci. No, s tem drugim odsekom smo ta problem rešili in nekako na nazavalno cesto potegnili na dole, ki je praktično na isti nadmorski višini, kot je sam priključek. Tole je optimizacija, to je tako, sem govoril, črna je bila prvotna, rdeča je nova. Tukaj moram reči, da so se projektanti zelo potrudili. Kar nekaj objektov za to ni treba narediti, kar nekaj nasipov za to ni treba narediti. Jasno smo zato imeli tudi določene javne razdanitve, oziroma seznanitve dodatno, ampak moram reči, da na Dolenjski, oziroma na Dolenskem Beli krajini, kakšnih posebnih težav z javnostjo ni bilo. Če gledam, kaj je bilo Novo mesto, takrat, kot celotniki bili 20 projektantov, ljudje do besede niso pustili, smo šli pa pač na izčrpavanje. 3 ure smo tam sedeli to poslušali, tretje, pa smo pa končali, ko so se ljudje utrudili. Dreti, ampak še danes niso seznanjeni s tem, kar smo načrtovali.
Tako da dočim ta območje vseh treh belokranjskih občin pa čez zelo zgodno. Če greš ljudem razlagati, da se poslušajo, pa te še gostilno na pijačo povabiti, tako da moš pa umirkati, ko greš domov. Z velikim namreč veseljem, z velikim navdušenjem so sprejemali vse naše aktivnosti, z neverjetnim razumevanjem težave, tako da moram reči, da z veseljem bo delati tole. Torej, če gremo nekaj osnovnih podatkov, jaz tega ne bi bral, kaj tako v prispevku, kot tukaj si ga oberete. Približno 30 km glavne smeri z vsemi možnimi pripadajočimi cestami. V osnovi so vse narazovalne ceste, imajo nivojska križanja, način glavna smer je pa zasnovana hitra cesta za 100 uro z nivojskimi križanji. Bi pa že zdaj povedal, da tako kot prvi odsek je tudi ta zasnovan, tako da je rezerviran prostor in tudi na nivoju enega projekta sprojektirana 4-pasovnica. V fazi gradnje pa možno v bistvu manevrski prostor. Opozoril bi pa, ker vi slišam, da Dars naroča novo študijo faznosti in etapnosti narejena v leta 13 in je ta problem, ki bi danes omenja že reševala. Izhajamo pa iz tega, da moramo imeti reševalni rov v predoru varianci in da je iz Bele krajine do konca, praktično do konca predora vzpon in rabimo pa za počasna vozila, torej imamo en dvocen tunel oziroma topasovni tunel, kot je Golovc reševalni rov, ko to seštejete, dobite 2 cena predala za isti denar. Ampak dobro, to je stvar se nekaj naša. Če gremo naprej, pozvana cesta, kot sem povedal, Maline dole, obvoznica Metlika, tle na desni sliki, jaz upam, da ne bo spet modrost prevladala, pa bo vrnili streke vsi nazaj direkciji. Problem zahodne obvoznice Novega mesta je to, da je za tretjo razvojno os jug bil edini evropski denar za ceste v tej perspektivi, gre za 39 milijonov pa pol in je pač direkcija nenarobe razumem prez tega denarja ta projekt, ki je vreden 200 milijonov za dvopasovnico, dobila nazaj s proračunom veliki 92 milijonov za celo Slovenijo. Verjetno bojo novo mesto opisan gleda, verjetno to lahko zgremo. Torej še ostale ceste, ki so predmet tega prostorskega načrta, se pravi, rešuje se s problemi vseh treh mest v Beli krajini, ali so to narazovalne ceste, ali so to obvoznice, da niti ni toliko pomembno. Gre bolj za to, da je možno vse delati po etapah, ni treba vse nekaj narediti. Mogoče značilnost priključka Črnomelj-Sever, da v bistvu to navezava na izgrajeno obvoznico Črnomelj, za tisti del, ki je narejen od Lokov do Kanižarci, tako da pa če vzamo še Črnomelj jug, v bistvu dobi Črnomelj preko cestni obročno, ne zgolj, ne gre zgolj za priključevanje na hitro cesto. Tole so pa še te variante optimizacije od tega križišča, kot sem povedal, Gradniki in pa Boganci, da je formalno Gradnik, Boganci so bili, 4-pasovnica je ves čas, tukaj so pa neki argumenti, zakaj kaj navedeni. Spremljajoči objekti so ravno tako predvideni. To je zanimivo, da slovenska država sploh nema predpisa, ki bi predpisoval spremljajoče objekte. Bila je ena študija narejena za potrebe avtocestnega programa, ki je zdaj vsi uporabljeno. Jasno po nekih kriterijih takratnega prometa. Verjetno bi bilo pa prav, da država spremlja ustrezen predpis na tem področju, ker namreč pa, ko govorimo o ekonomiki, se lahko kaj zatakne. Druge ureditve, to je praktično tako, kot v prostorski načrti, jasno projektanti oziroma načrtovalci morajo predvideti vse spremljajoče stvari, spremljajoče objekte, druge ureditve, urejanje krajine, jasno velik podarek na okolju, vedno večji, vsak dan večji. Tako da na konec je smisel, da smo danes že v fazi ponovenega prostorskega načrta za linijske objekte na malo spravili prostor. Da se bo treba malo dogovoriti v državi, kaj želimo. Ureditev cestnega sveta se pravi to nekaj govoril, je sam DPN z vso dokumentacijo dosti široko, mislim, da za današnjo publiko tudi bolj neznano, kaj vse morajo takvi projekti zajemati. Kar se CPV tiče, jasno mora biti, okoljsko poročilo je bilo narejeno, dopolnitev tudi tako da zadeva, kot sem rekel, je pod streho. Žal je, vsaj po naši ceni je žal prišlo
nespametne odločitve Ministrstva za infrastrukturo in Ministrstva za finance, namreč investicijski projekt uvrščen v proračun se je spremenil, izhodišna vrednost se mu izmanjšala na 15 milijonov in pa naslov se mu spremenil tretja razvojna os jug, prostorsko umeščanje. Tako da trenutno investitorja za nadaljevanje ni več. Tako da to bo malo premislek, tako in kaj, kol številk je takole, se pravi 450 milijonov na nivoju delnega projekta, zračunani so tudi za 4 tipe gradne, jaz sem samo poprečje objavil, koliko stane kilometer, ste se spomnite zgolj za avtocestnega programa. Na ta način se točno kot stroka obraniti vsem manipulacijam, je pa to na dolgo in široko v projektu obrazloženo. To je pač kopija sklepa, ko je vlada potrdila DPN. Zadnji del, se pravi cek do Vinice, pred približno skoraj 3 meseci smo v direkciji najdel rešitev za ta odsek, namreč ta odsek ima problem, ki smo reče arbitražne. Stična točka na Vinici še vedno ni določena s sosedno državo in mi smo najdel rešitev, da bi približno 500 metrov pred Kolpo načrtovanje ustavili, najdel povezava na obstoječi mejni prehod Vinica, južno od Vinice. Tisti, ki poznate te kraje, veste, da se ni čez Vinico niti normalna dvopasovna cesta ne da narediti in bi potem predstavil to stično točko v kasnejše čase, je pa pač ministrstvo zdaj na potezi, kako in kaj. Dejstvo, da se bomo s Hrvaško morali pogovarjati, vsi skupaj. Dejstvo je, da je en zelo močen argument za tretjo razvojno os na jugu je, da se boste mogoče smešno slišali, ko govorimo o stroki, to je voznica za Zagreb. Če boste vzeli zemlji tega dela Evrope, boste videli, da je to voznica za Zagreb, ker sami kolegi na Hrvaškem imajo skoraj da nerešljive težave z avtocesto, ki se v bistvu na naši strani začne na Gruškovju in potem prijete do cestninske postaje Lučko, kjer se poleti se ostavi. In če bomo odrost, se bo tudi problem v Vinici zelo hitro rešil. Toliko bi smel, tole so pa slike z letošnjih gradbišč, eni so malo bolj blizu, eni so malo bolj od Koroške, ampak trenutno imamo odprtih 137 gradbišč. Hvala lepa. Gospod Viljem Part in podobne slike podobne slike z Koroške bomo gledali kdaj? To so že zgrajeni objekti, zdaj, če želimo. Ta srednja na desni most v Vuhradu, otvoritev je čez 2 meseca. Most na Ptuju imate tudi, most v Krškem, ki je že premoščen spodaj levo. Tale spodaj desno je pa kolesarska brv v Tremenih, čez Savinjo, žal je tale periodizirano mostiče, zdaj že ta petič odneslo, ampak bomo uspeli. Rok je pa poleti. Ja, upajmo, da se vam res posreče. Hvala lepa.